stanovanj, kakšna so, komu so namenjena ta stanovanja? Otvorili smo sosesko Novo Brdo z 174 stanovanjskimi enotami, namenjenimi za neprofitni najem. V delu pa bo del stanovanjske soseske bo dodeljen tudi mladim najemnikom po razpisu za mlade. Gre za okrog 10 stanovanjskih enot. Prav tako pa je okrog 50 stanovanjskih enot dodeljenim že sedanjim najemnikom javnega stanovanjskega sklada, ki so zaprosili za menjavo svoje stanovanjske enote zaradi povečanja ali zmanjšanja družine. Njihove stanovanjske enote pa bodo na to prenovljeni in oddane uspeli na razpisu. Omenili ste, oziroma zasledila sem, je tudi za gibalno ovirane nekaj stanovanj. V celotni soseski je 18 stanovanjskih enot namenjenih osebam z oviranostmi, to je v skladu z zakonodajo. Prav vse stanovanjske enote so pa projektirane v skladu z načeli univerzalnosti in vseživljenjskega bivalnega okolja, tako da praktično v primeru, če se kateremu najemniku zdravstveno stanje poslabša oziroma pridobi kakršnokoli oviranost, je vsako stanovanjsko enoto možno prilagoditi za nadaljnje normalno bivanje. Kakšna je situacija v tem trenutku? Koliko stanovanj vam v Ljubljani še primanjkuje? Potrebno je povedati, da je stanovanjski primanjkljaj v prestolnici milo rečeno katastrofalen. V tem trenutku razpolagamo z 4400 in še nekaj stanovanjskimi enotami in če bi imeli še enkrat toliko, verjamem, da bi že naslednji dan dobili najemnike teh istih enot. Na državni ravni je tako stanovanjski primanjkljaj, ki odpade na prestolnico, praktično polovico tega. Kaj pa prihodnost, kakšna se kaže? Ta hip je v zakonodajni obravnavi sprememba obstoječega stanovanjskega zakona, ki usklajuje neprofitne najemnine, ki se od leta 2007 niso usklajevale. Na ta način bomo vsi deležniki na trgu zagotavljanja javnih najemnih stanovanj lahko lažje vzdrževali fond na nivoju, na katerem je. Prav tako bo omogočeno višje zadolževanje, ki nam bo na srednji rok omogočilo nekoliko večji investicijski cikel. Potrebno je pa poudariti, da na dolgi rok brez nekih dodatnih sistemskih virov financiranja stanovanjsko področje na državni ravni ne bo mogoče urejati. Ta stanovanja so že vsa polna, kdaj se bodo še preostali najemniki vselili? Dodeljevanje stanovanj pravkar poteka in podpisovanje najemnih pogodb. Praktično potrebno se pa zavedati, da čas od podpisa najemne pogodbe do vselitve je zelo variabilen glede na dostavo in dobavo pohištva in predvsem tudi zmožnosti posameznega najemnika. Gospod Rink je rekel, primanjkljaj stanovanj v Ljubljani je približno 50% vsega, kar v državi primanjkuje, je tukaj v Ljubljani. Kakšna je pa rešitve oziroma kakšne rešitve se ponujejo? Omenili ste, da se stanovanja bodo gradila, se gradi. Stanovanja se gradijo po celi Sloveniji, ker želimo precej povečati fond javnih najemnih stanovanj. To delamo torej z več ukrepi. Gotovo je ukrep ta, da stanovanjski sklad, tudi državni stanovanjski sklad, kot občinski, intenzivno gradi javna najemna stanovanja, tako tudi tule v neposredni bližini teh pravkar odprtih občinskih stanovanj gradimo več še teh državnih javnih najemnih stanovanj. Poleg tega seveda z novim zakonom oziroma spremembo zakona o stanovanjskega zakona zagotavljamo tudi pogoje za financiranje teh dodatnih javnih najemnih stanovanj in vzpostavljamo tudi javno najemno službo. Cilj te javne najemne službe je zlasti v Ljubljani aktivirati nezasedena stanovanja. Teh je po naših podatkih kar nekaj tisoč stanovanj, ki bi prišla preko stanovanjskega sklada v najem najemnikom. S tem bi stanovanjski sklad prevzel tudi recimo ta tveganja najemodajalcev do najemnikov, ki jih imajo sicer, kadar imajo čisti individualni odnos glede neplačilne najemnine ostalih težav. Tako da mi si tudi z tem
S to javno najemno službo obetamo, da bomo postopno aktivirali vse več stanovanj, da jih bojo dajali lastniki v najem najemnikom, ki jih potrebujejo. Torej imamo cilj, da do leta 2026 zagotovimo 5000 dodatnih javnih najemnih stanovanj po celi državi. To, kar gradimo v Ljubljani, je samo del tega, veliko se gradi tudi drugod po Sloveniji. Prav je, da se policentrično razvija naša država, kar je tudi v Ljubljani ne nazadnje kar precej tudi zasebnega interesa po gradnji najemnih stanovanj. Mogoče ga je tu precej več zaradi pač atraktivnosti lokacije, kot ga pa je po slovenskem podeželju. Tako da s kombinacijo teh ukrepov verjamem, da bomo v naslednjih letih precej popravili to klavrno podobo današnjega časa, ko nam je padal fond javnih najemnih stanovanj, sedaj se to krepi in se v prihodnjih letih še dodatno krepilo.